Pozdravljeni! Mnogi menijo, da so danes prehranska dopolnila nuja, če želimo ostati zdravi. Večina hrane je kemično obdelana in včasih vsebuje več slabih, kakor dobrih snovi. Hrana nam dejansko škoduje. Dejstvo je, da je naše zdravje ogroženo. Prehranska dopolnila tako postajajo nekaj povsem vsakdanjega. Samo slovenski trg s temi dodatki je vreden 40 milijonov evrov. A če nismo pozorni ali smo slabo obveščeni o prehranskih dopolnilih, se lahko koristi, ki naj bi jih prineslo njihovo uživanje, spremenijo v škodo za naše zdravje. Zato smo v studio povabili ultramaratonca Žiga Gombača, da nam pove, kako je s tem v praksi. Vse dvome pa nam bo razjasnil Mario Sambolec, strokovnjak na področju prehrane. Dobrodošla. Bravo, lepo zdrav. Živijo. Ste si danes privoščila koktejl zdravja? Ja, zjutraj že en smuti, tak fajn, dober, da je poživil. Jaz pa samo en smuti zajtrk, ampak ni bil smuti, je bilo kar na krožniku. Žiga, ti dejansko s tekom preizkušaš svoje meje. Kje pa so meje, ko gre za tvoje zdravje? Ja, tek je bil v bistvu razlog, da sem začel teči, je bilo ravno to, da sem se nekako zavedel, da imamo eno telo, en organizem in da je treba do njega, da je treba vanj vlagati. Tako da je bil to eden izmed velikih razlogov, zakaj sem začel s tekom. Med tekom sem pa dobil, recimo temu, če se malo pošalimo, tek po znanju povezan s tekom. Torej, kaj vse pride zraven in ugotovil, da je prehrana en velik faktor in pa sestavni del ukvarjanja s športom in konec koncev tudi odnosa do sebe, do svojega telesa. Spadaš med pripadnike gibanja Straight Edge, ki zagovarjate življenje brez alkohola, drog, uživanja mesa, nasilja in promiskuitete. Kaj pa prehranska dopolnila? Ja, tukaj je treba biti kar previden. To se nekako lahko konzumira oziroma uživa, ampak je pa vsako stvar treba, mislim, že kot odgovoren posameznik, tudi če ločimo način življenja, je treba kar pogledati, kaj uživaš in se pozanimati o stvarih, ki jih vnašaš vase. Mario, ti pa si ustanovitelj blagovne znamke Feel Good. Ljudem pomagaš do boljšega počutja in več energije. So rešitev prehranska dopolnila? Ne, ni ene rešitve v prehrani. Tisti, ki bi želel prodati eno stvar v prehrani kot univerzalno in za vse primerno, predtem bi posvaril kot prvo. Tisto, za čemer stojim jaz in je osnovna vrednota našega podjetja, je integriteta in kritično razmišljanje na drugem mestu. Pri prehrani tega se mi zdi, da morda malo manjka. In dostikrat so navodila pogojena strani nekih mnenj, prepričanj, videnj, ki pa niso na osnovi prehranske znanosti. To, kar govorimo mi, to, kar počnem jaz, ni stvar nobenega pristaštva, nobenega prehranskega tabora, ampak pravzaprav samo komunikacija trenutne prehranske znanosti na področju tega, kar vemo, da je za dobro zdravje, dobro počutje potrebno. In če bi bilo to prehransko dopolnilo, če bi obstajalo, da reši vse naše težave, potem verjamete, bi ga prvi jaz preizkusil, ampak ga ni. Žiga, tebi dejansko do dobrega počutja pomaga tudi tek. In skozi stotine pretečenih kilometrov si razkril tisto, kar na svoj način išče vsak od nas. Skrajne meje človeka. Vendar, kakšen vpliv imajo te meje na človeka? Ja, imajo fizične in psihične, zagotovo. Fizične je, da po kakšnem takem teku si nekaj dni kar podrt. In hodaš po stopnicah dol, kaj je ena stara mama in vse te boli, ampak to se s časoma navadiš. Ugotoviš pa tudi, da ravno prehrana lahko pomaga ali pa dodatki pri hitrejši regeneraciji oziroma da si organizem opomore in da lahko se potem lotaš nekih
podobnih športnih aktivnosti tudi hitreje kot naprimer, kot do tedaj. Ne. Če se malo učiš, če se malo izobražuješ, če malo vidiš in slediš nekim trendom, vidiš, da kakšna stvar zna pomagati. Kar se tiče pa psihičnih, to pa tudi je pa tudi kar zna imeti vpliv, no, dolgi teki, dolgi pretečeni kilometri, predvsem po kakšnih takih dolgih tekmah, ki trajajo, ne vem, 15-20 ur, si nekaj dni tako v takem blažem knockoutu, no? Težko se zbereš, kaj pozabiš, malo si dremal, tako v enem takem transu si, no? Takem stanju blaženosti, bomo rekli. Mario, kako pomembno je v našem življenju presegati navidezne omejitve? Zanimivo vprašanje. Žiga je morda bolj primeren za odgovor na to vprašanje, kateri on jih presega redno. Še posebej, ko govorimo o telesnih omejitvah. Pri prehrani morda je stvar malo drugačna. Ljudje si želijo iti ekstremne prehrane, kot se Žiga morda gre ekstremnega športa. Opisal je stanje, v katerem se znajdeš, ko presežeš neko omejitev. Ne ravno najbolj tako stanje, ki ga ne bi morda priporočal večini ljudi, ki niso na to pripravljeni oziroma ne vejo, v kaj se spuščajo. Se mogoče strinja Žiga z mano? Ja, tukaj se strinjam, se pravim, takole govoriti se malo nasmejemo, pa je videti zelo sproščeno, in takole se malo pohecamo, ampak, kot sem prej povedal, s dolgotrajnim tekom in pripravami na dolge teke, zraven sodi tudi izobraževanje, bom jaz rekel, tako pod narekovaji, učenje, bom jaz bolj rekel, izobraževanje, kaj to prinese s seboj. Torej, gledanje izkušenj ljudi, ki so to že pustili za seboj, kakšen učinek ima to na telo in tako naprej. Skratka, treba je zelo, zelo širok segment upoštevati, preden se lotiš česa takega. Prehrana je zagotovo del tega segmenta, oziroma kaj ti pomaga med tekmo, mogoče pred tekmo, pa tudi po tekmi, da bi se šel pa kaj takega na pamet, pa, kot si rekel, Mario, ni to priporočljivo, oziroma vodi pol do nekih poškodb in pa mogoče nekih občutenj, ki niso v redu za ljudi. Hvala, Žiga. Še to sem želel v bistvu povedati, da ljudem so všeč ekstremi. Všeč jim je tvoja zgodba, radi bi dosegli to, kar mogoče ti dosegaš oziroma kažeš, da je mogoče, ampak ne bi se izobrazili, ne bi naredili domače naloge in se pripravili na to. In pri prehrani velja enako. Ljudem so všeč ekstremi, ponovno. Všeč so jim obljube določenih senzacionalističnih ljudi, ki pač pričajo o raznih obljubah, njihove diete, in potem poskušajo neke diete, neke pristope, ki jih lahko odpeljejo, a ne predaleč. Ker če potegnemo črto našemu telesu, je prav malo mar za naše prehransko filozofiranje. Kaj mi mislimo, da bi bilo treba, kaj mi mislimo, da ni v redu. V osnovi potrebujemo hranila, potrebujemo neke osnovne stvari, da lahko funkcioniramo, in če tega ne damo svojo prehrano na dolgi rok, spet lahko si prijemo cel kup enih problemov. No, pravilen način prehranjevanja je najbolj pomemben predvsem v vrhunskem športu. Se lahko odločilno vpliva na razliko med uspehom in neuspehom. To je na svoji koži občutil že marsikateri profesionalni športnik. Teniški as Novak Djokovic pa je najbolj zgleden primer, kako zelo pomembna je optimalna prehrana pri vrhunskih športnikih. Ko je z jedilnika odstranil vsa živila, ki vsebujejo gluten, je začel zmagovati. Mario? Hvala lepa za to vprašanje. To je zdaj že večkrat, kot lahko preštejem, ko sem ga dobil. Novak je namreč zelo, zelo izpostavljen v tem športno-prehranskem svetu. Spomnim se celo njegove knjige, na recenzijo katere sem bil povabljen še, ko je izšla. Kar bi rad izpostavil, je to. Pomembno je vedeti, da to, kar Novak govori, ni zlato pravilo športne prehrane. To ni komunikacija prehranske znanosti o športni prehrani, to je komunikacija posameznikove izkušnje. In če nekomu, ki je ciljakaš, se pravi, on je večkrat javno izpostavil, da ima alergijo na gluten, to ni hec. Ljudje z alergijo na neko določeno skupino živil ali samo živilo posledično tega ne morejo uživati v nobeni količini.
In seveda, da če nekdo, ki je alergičen na gluten, pa izloči živila, ki vsebujejo gluten, se pravi pšenico, se bo počutil bolje. Kot bo nekdo, ki je alergičen na laktozo ali na mlečne izdelke, se bo počutil bolje, če jih umakne iz jedilnika. Ampak ne moremo narediti tega preskoka, da ker on, ki je alergičen na gluten, umakne gluten, pa se počuti bolje. Dajmo vsem svetovati, ki so v vrhunskem športu, naj izločijo gluten, kaj ti Novak. Ne, zelo mali odstotek ljudi, ki so dejansko alergični na gluten. Zelo mali, morda odstotek ali manj, seveda manj. Tako da ne moremo ekstrapolirati na njegovi osnovi. Ampak so nekatera preverjeno učinkovita in smiselno uporabljena dopolnila v nujnosti po odličnem športnem dosežku še kako dobrodošla, če ne celo nujna? Uporaba prehranskih dopolnil, Žiga je prej fajn rekel, na blef oziroma na splošno, ni nikoli neka prava strategija. Je kot strel s puško zaprtimi očmi. Lahko da boš zadev tarčo, zelo verjetno pa ne. Tako da fajn je preveriti, kakšna je prehrana posameznika ali kakšna živila uživa, kaj ima rad, kaj nekako tvori glavnino njegove prehrane. In potem lahko predvidi nekdo, ki razume prehrano, nek strokovnjak, česa mu morda primanjkuje in potem gre v to smer, preveri morda stanje v krvi, krvno sliko, se posvetuje z zdravnikom, vidi, manjka vitamina D3, naprimer vitamin D je pogosto v minusu. Morda je to oseba, ki ne je mesa, ne mara veliko živalske prehrane. Bomo preverili, kaj se dogaja z omega-3 maščobami, bomo preverili, kaj se dogaja s stanjem železa v zalogah in v krvi, bomo preverili vitamin B12, pa mogoče bomo šli v neko konkretno smer. Nek tak shotgun pristop, se pravi, dajmo mi zdaj kar vse na blef, pa tukaj imaš 25 dopolnil, pa ti sam šopaj, Miško. To pa zelo verjetno je izguba denarja in spet vprašanje, če ne celo povzročanje škode na dolgi rok. Ja. Mislim, tudi, ker se ti začenjaš ukvarjati z nekim športom, zdaj govorim iz zornega kota rekreativca. Dobro, res izhajam, sem že prej športov celo mladost in potem počasi prešel sem najdel nek šport, ki mi je bil všeč. Ampak vedno se svetuje, če si ti mogoče malce starejši, če začenjaš z nekim rekreativnim športom, pa če imaš recimo neke take smele rekreativne ambicije, obisk zdravnika, kar pogovor z zdravnikom, da poveš, kaj bi rad, rad bi pretekel maraton, rad bi pretekel, polmaraton ali kakorkoli, in potem začnemo od tam. Kakor je rekel Mario, krvna slika, mogoče tudi kakšen obremenitveni test, skratka, zdaj trg ponuja čedalje več strokovnjakov. Strokovnjakov in pač strokovnjakov po narekovaj, ampak so strokovnjaki, če se malo bolj poglobiš v to noter, vidiš, da so tukaj ljudje, ki ti lahko svetujejo v izogib kakšnim posledicam, ki si jih ne želiš. Tudi prehranski strokovnjaki so, pa tudi jaz verjamem, da sebe toliko dobro poznaš, da že približno veš, kaj, kako in na kakšen način, oziroma obstaja in kup literature, konec koncev internet je tudi brezmejna zakladnica znanja in pa izkušenj, ampak vseeno v pogovoru z ljudmi, ki so strokovnjaki na svojem področju. A je to nek tekač, ki mu zaupaš, ki vidiš, da s svojim zgledom mu mogoče zaupanje, pa ti bo on vedel povedati. Prehrana, mogoče je ta oseba zate pravilna. Koliko treninga, mogoče je ta oseba zate primerna. Skratka, če boš pa ti prišel kampansko v ta rekreacijski šport, ti boš rekel, zdaj hočem pa zlaufati, na Grintovca, jaz sem bil tak človek, ker sem prišel, ampak vseeno z neki podlage, ampak manjkali so mi pa koščki mozaika, in ni šlo, dokler nisem začel tega upoštevati. Dobro, nisem bil tako brezupen primer, kot se mogoče sliši, ampak je bilo pa treba zglediti neke nianse, neke robove, in ker sem to naredil, so se rezultati bistveno izboljšali, tako v performansu, kot potem tudi v regeneraciji in pa splošnem počutju. Sledi kratek predah, potem pa razbijemo mit o prehranskih dopolnilih.
Prehranska dopolnila, pa naj gre za vitamine, minerale, zelišča ali mikrohranila, lahko pomagajo uravnati manjkajoča hranila in odpraviti lažje telesne motnje. A žal ni mogoče kupiti prav nobenega pripravka, ki bi izključno sam popravil škodo. V prvi vrsti je pomemben zdrav življenjski slog. Mario, bi se strinjal s tem? Ja, sem bil zelo pozoren na tvoje besede in se lahko strinjam. Ja, zdrav življenjski slog, ki si ga izpostavila, je seveda nek temelj. Je pa res, da si ljudje včasih interpretirajo povsem po svoje, kaj zdrav življenjski slog pomeni. Ja. Ampak naš odmik od prave hrane je ustvaril rodovitne pogoje za razrast industrije prehranskih dopolnil. Ja, to je že res. To ni nujno vedno samo slabo, oziroma to, da imamo danes možnost popraviti nekaj prehranskega pomanjkanja z uporabo prehranskega dopolnila, je včasih koristna bližnjica. Če ima nekdo neko pomanjkanje, ki ga lahko rešimo z neko implementacijo nekega dopolnila na kratki rok, je lahko sigurno lažje, kot pa da spreminjamo njegov celoten življenjski slog in prehranske navade, ki jih je oblikoval tekom celotnega življenja, je to morda seveda težje. Na drugi strani pa seveda, industrija je tukaj za namenom, da ustvari profit in posledično so na tržišču ogromno nekih dopolnil, ki pogosto niso niti regulirana, niti so dopolnila notri oziroma sestavine notri niso včasih sploh jasno deklarirane, obstaja cel kup enih onesnaženih izdelkov, to literatura jasno kaže. Tako da je spet, kako se znajti, ja, če bi imeli ljudje kar tako rešitve, potem ne bi imeli ljudje, kot sem jaz, dela. Ja, se ravno to, prehranska dopolnila niso namenjena zdravljenju ali preprečevanju bolezni in se jim tudi ne sme pripisovati teh lastnosti. To pravilo se pogosto ne spoštuje, zlasti zaradi ekonomskega interesa proizvajalca. Ja, to je zdaj področje, seveda, dostikrat se lahko očita vsakomur danes v današnji družbi, da vse, kar nam prodaja, samo zato, da ustvari profit. Tudi farmacijo se dostikrat obtoži, da je njim v interesu, da so ljudje bolni, zato, da bi ustvarjali profit. Pa ne vem, če je to celoten prikaz slike. Tudi pri prehranskih dopolnilih in industriji prehranskih dopolnil seveda lahko potegnemo to vzporednico, ampak to se mi ne bi zdel celovit prikaz te slike. Ja, kot vsaka stvar je tudi to orodje. In kot vsako orodje ga lahko uporabimo za dober namen, lahko pa nekako tolčemo vse poprek in delamo škodo. Žiga, kako ti gledaš na to? Predvsem na spletu bomo velikokrat naleteli na zavajajoče ali celo nelegalne trditve glede učinkov posameznih prehranskih dopolnil. Ja, zelo kritično. Jaz, ko sem prišel prvič v stik z nekimi dopolnili, z dodatki, o katerih se danes pogovarjamo, sem najprej obrnil to posodo, pakungo, in pogledal gor in sem videl, da je en cel kup enih stvari, ki jih ne razumem. Izrazov, besed in tako naprej, na deklaracije. Potem, ko sem pa not podprl tisto, kaj je vse not, pa ojoj. Ampak sem si, v bistvu bil toliko, da sem si vzel en dan, šel na internet in pač vsako to stvar pregledal, zakaj je dobra, kako je dobra. Mislim, to je bilo res kar dolg časa, verjetno bi lahko, če se malo karikiramo, tudi premarato mogoče kakšno službo dobil, če bi kiral, ampak ne, res, brez heca sem tole pogledal in sem videl. Potem sem pa to razdelil v neke stvari, ki so dobre in v neke stvari, ki so slabe. Ugotovil tudi, da niso vedno vse stvari notri, oziroma navedene na deklaraciji in sistem dal kar nekaj dela. In potem sčasoma ta nabor zožil, torej teh dodatkov in pa nekih znamk, ki jih tudi zdaj uporabljam, zožil na tiste, ki so recimo temu preverjene. Tako s kolegi, kakor najprej z mojo raziskavo, potem s kolegi, ki imajo o tem malo več pojma, kakor jaz, in pa potem tudi neko izkušnjo na terenu, ali to res pomaga
naprimer na 45 km, kaj je vroče in rabiš neki proti dehidraciji, ali to res pomaga ali ne. Ker lahko jemlješ nek placebo, neke stvari s placebo učinkom, lahko pa nekaj, kar te bo res v nekem danem trenutku omogočilo, da boš napredoval s potjo. No, če smo že pri tem, ti si med tekom privoščil pol čokoladne torte. Je bilo samo pol, je bilo tudi kar več. še več? Jaz imam, kako bi rekel, na teh dolgih tekih malce spustim do precej neke standarde, kar se tiče prehrane. Vsak dan ne bom pil Coca-Cole, ne bom jedel, naprimer, sladic ali pa jedi, ki jih ne poznam, oziroma nim čisto jasno, odkje prihajajo sestavine. Dobro, če bom res mogel, redko, ampak sem kar strikten. Na tekih dolgo, ki trajajo dlje časa, več ur, pa ko prideš na okrepčevalnico lačen kot volk, se obnašaš tudi kot ena zver. Včasih me tudi tam čudno gledajo, po strani gledajo, zagrabam, jem, pijem, kje je še to, a imate še kaj tega, in potem prepevajoč odrinam s krožnikom, kakšne hrane že kar počas naprej. Ja, to je bilo v Ameriki, je bila ta čokoladna torta, je bila na zadnji okrepčevalnici 100-kilometrskega teka, do cilja je bilo še 10 km in se rekel, ok, do zdaj si ga rov, verjetno si porabil tudi nekaj, kakšen 1000 kalorij do 2, naj ti tekne, in potem sem odšel. Ti se je prav bila taka pika na i celotnemu doživetju. No, zdaj pa še v svet slavnih. Katy Perry za svoje zdravje skrbi z vrečkami prehranskih dopolnil. Na svojem Twitterju je objavila malce strašljivo fotografijo številnih tablet, ki jih jemlje 3-krat dnevno. Pevka mora imeti dovolj energije za številne zvezdniške obveznosti, kar pa očitno ohranja tako, da jemlje številna prehranska dopolnila. Dogajajo mi prehranska dopolnila in vitamini, je zapisala zvezdnica. Marja, to je mal trend zdaj, a ni? Kaj ti praviš? Joj, ne mi z Instagramom. Ne mi z Instagramom. Ja, to je včasih res tega ni bilo. Danes postajajo influencerji, to je neka beseda zdaj. Ja, vplivneži imajo vedno večjo vlogo v komunikaciji o vsem in tudi o prehrani. Včasih si res mogel vedeti nekaj o tem, da si govoril o neki stvari. Danes o prehrani lahko komunicira vsak, dosega neke razsežnosti politike, religije, vsak ima mnenje in se čuti, da je dovolj. Že samo s tem, ko je in ko živi, ima zdaj že pravico govoriti o tem in komunicirati svoj prav. Ok, to je njegov prav. In če to je nekaj, kar funkcionira posamezniku, a ne Katy Perry ali kogarkoli že ok. Samo če so to slavni ljudje, ki imajo neko maso ljudi, ki jih spremlja, s tem pride odgovornost. In se mi zdi, da je pomembno se zavedati, da če si nek prepoznavnež, se te odgovornosti ne moraš otepati. Pride s poklicom, vse na kar lahko vplivaš je, kako boš to odgovornost uporabil, kaj boš komuniciral. In to so zelo zavajajoče stvari na področju prehrane. Če meni neka dieta funkcionira prav, ampak potem pa dajmo jo narediti iz nje primer, da je pa to najboljš za vse, v vsaki situaciji, za vsazga, zato ker pač meni funkcionira. In ljudje smo pač, grdo zveni, smo ovce v nekem pravinskem smislu in imamo radi to, ona dela to, jaz bi rad tako kot ona, bom jaz tudi to. In katere so? Boš bi ona naredila, pomagli, ko gledamo v tem primeru, ki te tablete kaže, mogoče s kakšnim brokolijem, organskim, doma vzgojeno cvetačo, kaj tacga bi bilo bolj, ne? Gre se za to, da to ni cela slika. No, si pa ti z brokolijem, evo. Ni cela slika, ne? Za njeno zdravje skrbijo vreče dopolnil. Ne, za njeno zdravje skrbi skupina ljudi, ki si jih mi vsi trije tukaj ne moremo privoščiti. To bi bila recimo malo bližja slika. Njej to nekdo izbere, in potem je ona samo je, ne? Ona si pa to lahko privošči. Katere pa so tiste največje napake, ki jih delajo vplivneži? Največje napake? Kot prvo, da podajajo prehranske trditve. Podajanje prehranskih trditev mene najbolj jezi,
zato ker podajanje prehranskih trditev naj bi bilo rezervirano tako kot na katerem koli drugem znanstvenem področju, kar vendarle prehrana je, tistim, ki se v ta poklic razumejo. Lahko podaš svoje mnenje, me ne moti, seveda imaš lahko mnenje, samo da pa ti podaš trditev na osnovi svojega mnenja, je pa preskok ene zelo, zelo široke meje. Primer, ne vem, orehi, recimo, da neka stvar preprečuje raka, da neka stvar to so take zelo, zelo, zelo neprimerne trditve, katerih so vplivneži polni. Ker prej je omenil Žiga večkrat kritično razmišljanje. Ja, ker ne razmišlja kritično, ker misli, da ljudem dela dobro. Namen ima dober namen, želim sam pomagati, in posledično nagovarja oziroma pripisuje prehrani neke lastnosti, ki so izven domena izključno prehrane. Kdaj pa poseči po prehranskem dopolnilu? Samo in če ti česa primanjkuje. Izjema so atleti, kot je Žiga, ki svoje telo redno izpostavljajo ekstremnim, ne vsakodnevnim, ne življenjskim za večino situacijami naporom. Tukaj se stvari spremenijo. Pa jaz bi tle še dodal, da jaz tega ne konzumiram redno. Jaz, na primer, treninge, te vsakodnevne treninge izvajam brez. Na primer, mogoče potem spijem kakšen izotonični napitek, potem mogoče kakšne aminokisline, mogoče, ampak prehranska dopolnila so namenjena zgolj resnejšim in pa zahtevnejšim preizkušnjam. Malo imam tudi tukaj, sem tudi malo tle mogoče malo premišljeno to delujem, zato da pa mogoče v nekem momentu bolj primejo, ampak tudi jaz vseeno imam malce rezerve do tega, da bi zdaj kar gele jedel, ko grem na 10 km, to se ne izide, da bi pil ne vem kakšne napitke, ko grem na Krim, kje pa na Krim jaz vzamem s sabo vodo in se mi zdi, da za mene, spet ne bi posploševal, ampak je to povsem dovolj. In da bi pa tam mogel pojesti 5 gelov, pa potem BCA-jke, pa potem še kaj tacga, mislim, da ni nobene potrebe. Za splošno populacijo bi samo dodal, da prehranska dopolnila pride v poštev samo ob nekem evidentiranem pomanjkanju. Primer, nekdo ne uživa, kot sem prej povedal, neke skupine živil ali pa ima neko prehrano, ki izključuje neka hranila. Vemo, da imajo določena hranila lahko nek ključen pomen za doseg dobrega zdravja in dobrega počutja in potem lahko rečemo, ok, to ima zate smisel v tem kontekstu tvoje prehrane. Brez tega poznavanja, brez razumevanja konteksta, širše slike prehrane posameznika, njegovega stanja, omenili smo prej neke krvne slike, uporaba prehranskih dopolnil na blef in prodaja in promocija prehranskih dopolnil širši množici, brez razumevanja njihovega konteksta, se mi zdi skrajno neprimerno. Po oglasih boste izvedeli, na kaj prisegajo zvezdniki. Človeško telo potrebuje naravne zelene hranilne snovi. Žal pa jih ne dobi dovolj. Zakisanost telesa je stanje porušenega kislinsko-bazičnega ravnovesja in nastane predvsem zaradi napačne prehrane. Ocenjuje se, da kar 90% prebivalstva trpi zaradi zakisanosti. Če želimo ostati zdravi, moramo ohranjati telo v bazičnem ravnovesju. Mario, zakisanost telesa je povezana z nastankom skoraj vsake sodobne bolezni, pa vendar je v medicini in vsakdanjem življenju le malo poznana. So rešitev ustrezna prehranska dopolnila? Danica, držal sem pesti, da me boš tudi tokrat vprašala, če se strinjam s tabo. In odgovor je odločen ne. Aha. Zakisanost je eden izmed največjih in najbolj zakoreninjenih mitov v prehrani in razmišljanje v smeri, da se da s prehrano vplivati na pH organizma oziroma pH krvi, je zelo, zelo problematično in zavajajoče in, kot rečeno, zgrešeno. pH v krvi je zelo
zelo strogo nadzorovano strani našega organizma oziroma homeostaze. Če se pH krvi spremeni že za samo par odstotkov, je to že koma in smrt. Tako da nadzorovati pH krvi s prehrano je praktično nemogoče. Vse, kar lahko nadzorujemo, je pH urina. Se pravi, če uživaš, ne vem, več določene hrane ali manj določene hrane, se lahko tvoj urin mogoče spremeni v smislu pH, kar pa je na podlagi prehranske literature zdravstveno gledano praktično nepomembno. To ne pomeni, da ni potrebno seveda uživati raznoliko pestro rastlinsko prehrano, veliko zelenolicnate zelenjave. Zakaj vemo v prehranski znanosti, da je zdravo, je to zelenjava. Ampak izbira in selekcioniranje prehrane na osnovi tega mita zakisanosti in da je bazičnost nek piedestal, katerega bi morali vsi doseči, to je mit. No, skupina ameriških raziskovalcev je 6 let spremljala skoraj 30 tisoč Američanov, da bi ugotovila, ali jim prehranska dopolnila pomagajo pri različnih bolezenskih stanjih. Raziskovalci so ugotovili, da ni bilo nobene povezave med jemanjem prehranskih dodatkov in daljšim življenjem. Nasprotno pa se je tveganje za določene bolezni zmanjšalo pri tistih, ki so dobili dovolj vitaminov in mineralov iz ustrezne prehrane. Torej, hrana je tisto, kar moramo paziti. Kar ključno, ja. V bistvu hrana in pa, kot smo že prej ugotovili, način življenja, aktiven, pozitiven, bi jaz rekel, in pa odgovoren. Neko prehransko dopolnilo širokega spektra, recimo, ki vsebuje dovolj vitaminov in mineralov, lahko pokrije neke luknje, ki nastajajo, ne more pa seveda ničesar popraviti. Zato takšne študije ne uspejo narediti nekega primera, da so prehranska dopolnila nek ključen dejavnik uspeha. Tisto, kar je ključen dejavnik uspeha, so prehranski temelji. Kakšne so navade, kot je rekel Žiga, kakšen življenjski slog tak posameznik ocenjuje kot zdrav, kaj počne na dolgi rok. In to bo potem posledično govorilo najbolj točno o njegovi zdravstveni situaciji, ne pa zdaj, kaj je v njegovi omarici z dopolnili. No, med slovenskimi zvezdniki je nedvomno največ tistih, ki se odločijo hujšati z različnimi prehranskimi dopolnili, ki jih priporočajo tudi zdravniki. Na ta način so se od večnih kilogramov recimo znebile pevke Nuška Drašček, Špela Grošelj in Rebeka Dremelj. Kaj pa o tem menita? Zdaj, ne vem, če bi bila Špela jezna, da izpostavim konkretno njen primer, da si zaupava. Aha. In? Oziroma, da poznam veliko o njenih prehranskih navadah, kajti tudi pač uporabljala je naše storitve. In hočem samo reči, da na koncu koncev, spet govoril sem prej, to, kar posamezniki naredijo ali pa zastavijo svoje ime za nek izdelek, bi rad izpostavil ključno. Posameznik lahko izgleda, kot izgleda, tudi kljub temu, da počne, kar počne, ne pa zato, ker počne to, kar počne. To je ključna situacija. Če mi zdaj dava Žigi tam eno prehransko dopolnilo, pa bo on prelafal 100 km, pa se bo slikal s tem prehranskim dopolnilom, a resno kdo bo pomislil, da je on to naredil zaradi tega? Ne, to je naredil zato, ker pač gara in švica in razume in trenira leta in leta in leta dela prave stvari. To lahko da sploh ni imelo nobenega učinka. In tudi Špela, ker smo imeli njen primer, jaz vem, da ona je tudi spremenila način življenja, vem, da veliko telovadi, pazi, kaj poje. In pa zagotovo je pa sem našla tudi ustrezne strokovnjake in potem rezultat ne more zastati. Ne? Ja, Špela je izjemno predan posameznik, trdo dela, razume, da je za uspeh potrebno žrtvovati določene stvari in je zelo pridna in ima zelo fajn odnos in ne bo, zato pravim, da če hočeš nekaj pač imeti zares, boš mogel nekaj dati, ne, iz nič ni nič, kako že gre. Tako da nasest na neko tako idejo, da se samo za eno tako majhno spremembo, kot je uporaba ene malega dopolnila, da narediti neka gromozanska zgodba, je vsem jasno, racionalno, da praktično nemogoče, ampak na neko točko pri nas zadane ta neka linija najmanjšega odpora, potem gremo za tem, da probamo to vsaj, škodati ne more, bom pa probal.
No, manekenka Rosemary Ferguson pa je povedala, da so magnezijeve tablete odlične za sprostitev. Kopanje v magnezijevi soli je priporočljivo, saj se magnezij skozi kožo absorbira v telo, pojasni Rosemary. Tudi igralka Jennifer Lawrence je ena izmed zvezdnic, ki se redno kopa v magnezijevi soli. S tem pred pojavitvijo na rdeči preprogi prepreči morebitno napihnjenost telesa. Ja, jaz imam glede tega drugačno izkušnjo glede magnezija. Meni so jih svetovali proti krčem, ampak niso pomagale. Mogoče komu drugmu bi, mogoče komu to zadosti, mogoče ima magnezij kakšne druge učinke pri napihnjenosti ali kaj drugega, ampak meni proti krčem pa ni šlo. Posledica pojava krčev ni zgolj posledica pomanjkanja magnezija, ni tako enostavno, ni tako neposredno. Torej, mogoče še nisi našel pravega strokovnjaka že. Druga stvar, ki je pa pomembno izpostaviti, je, da v prehranski literaturi ni nobene razlike med absorpcijo topičnega, se pravi čezkoznega magnezija ali pa oralnega magnezija. Če se uporabi oralni magnezij v kvalitetni obliki, ne bo nobene razlike v absorpciji, se pravi poveličevanja to vrstne uporabe ni na mestu, je samo še ena izmed oblik. Če nekomu bolj paše se namaza z magnezijem, kot pa pojesti magnezijevo dopolnilo, super. Kaj pa glede napihnjenosti? Napihnjenost in magnezij nimata neposredne povezave. Spet, če je nekdo bolj napihnjen ob uživanju magnezija, bi bilo smiselno povprašati to osebo, kakšne so tudi druge stvari, ki jih počne v prehrani. Morda uživa kakšna živila, ki povzročajo napihnjenost. Samo reči, da je pa to zaradi magnezija, bi bilo zelo sumljivo. So prehranska dopolnila nuja, če želimo ohraniti vaše oziroma naše telo zdravo in vitalno? Jih resnično potrebujemo, da ali ne? Rekla si, da naj bom tukaj kar se da kratek, ker nimam veliko časa in lahko rečem samo ne. Aha, Žiga? Ja, tukaj se delno moram strinjati z strokovnjakom, delno pa, kakor je prej sam rekel, način življenja, če jih mogoče delaš takšne stvari, da jih potrebuješ v nekem točno določenem momentu, ampak ne brez znanstvene pa izkustvene podlage. Hvala za koktejl podatkov. Hvala za povabilo. Marsikdo trdno svojega imunskega sistema zaupa prehranskim dopolnilom. Trg je poln takšnih in drugačnih vrst, ki nam pomagajo ali pa tudi ne. Zato je treba ločiti zrnje od plevela. Preden popijete koktejl dodatkov, se posvetujte strokovnjakom, da si ne nakopljete dodatne škode. In ne pozabite, čudeži v stekleničkah ne obstajajo. Naj vam vaša zvezda sveti.